Spoštovane udeleženke in udeleženci, dober dan in dobrodošli na spletnem seminarju z naslovom MES kot temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij. Sem Nenad Čutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je predstavnik IKT sektorja v Sloveniji. Ena od naših ključnih dejavnosti je tudi spodbujanje digitalizacije podjetij ne glede na panogo, torej digitalizacija kot ključnega elementa sodobnega poslovanja in večanja produktivnosti in tudi konkurenčnosti podjetij. Še posebej pa poudarjamo pomen digitalne preobrazbe podjetij, torej poslovne preobrazbe, ki temelji na digitalnih tehnologijah in sodobnih agilnih pristopih. Spletni seminarji so del omenjenih aktivnosti. Organiziramo jih od aprila 2020 naprej, torej nekako od prvega vala korona ukrepov naprej, in obravnavajo izbrane aktualne teme s področja digitalizacije in digitalne preobrazbe podjetij. Usmerjeni so na končne uporabnike, na njih pa izbrano temo predstavimo in jo podpremo skozi primere iz prakse. Del zgodbe spletnih seminarjev so tudi teme s področja umetne inteligence, ki so del naše posebne pobude, s katero podpiramo uporabo konceptov umetne inteligence podjetij v praksi. Več o tej pobudi pa na naslovu i4si.gzs.si. Skupaj smo v slabem letu organizirali 14 spletnih seminarjev z v povprečju več kot 200 prijavljenimi udeleženci na posamezen seminar, pri tem so večina končni uporabniki. Današnji dogodek je usmerjen na proizvodnja podjetja in zato smo še posebej veseli, da tako velikega števila prijav udeležencev, ki je skoraj 250. Kako pomembna so proizvodnja podjetja v Sloveniji? Industrija, torej proizvodnja podjetja v Sloveniji predstavljajo kar 22% bruto dodane vrednosti, delež v celotnem slovenskem izvozu pa je kar 72%. Število zaposlenih je dobrih 200 tisoč, pri čemer je dodana vrednost na zaposlenega v višini 47 tisoč evrov. Torej, proizvodnja podjetja predstavljajo izjemno pomemben del slovenskega gospodarstva, pri čemer pa dodana vrednost ni zelo visoka. In ravno digitalna preobrazba je ključna za dvig dodane vrednosti in konkurenčnosti. V pripravi je tudi slovenska industrijska strategija, za katero računamo, da v prihodnjih letih prinesla pomembne aktivnosti podpore podjetjem pri digitalizaciji. Pa pogledajmo, kakšen je program današnjega dogodka. Na kratko, najprej se bomo seznanili s problematiko MES in strategija industrije 4.0 v praksi. Potem pa bomo skozi štiri primere iz prakse podjetja Danfoss, podjetja Akrapovič, tiskarne Novo mesto in podjetja Teichmeister pogledali, kaj pokaže praksa. Dogodek bomo zaključili z odgovori na vaše vprašanja, zato vas vabim, da postavite vprašanja skozi možnost Q&A. Predstavitve in posnetek dogodka vam bomo vsem prijavljenim udeležencem na voljo po dogodku, razen moram opozoriti za primer podjetja Akrapovič, ki snemanja ne dovoli. Dogodek torej organiziramo naše združenje skupaj z IKT horizontalno mrežo in digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije. Še posebej pa se zahvaljujem našim članom, podjetju Metronik, za partnerstvo pri ustvarjanju današnjega dogodka in sodelujočim s primeri iz prakse podjetju SAP, Biterna in ePrvak. Zdaj pa na oder vabim dr. Sašo Sokoliča, člana uprave in direktorja marketinga in prodaje podjetja Metronik, da nam predstavi, kaj je to MES in kako je njeno mesto v industriji 4.0, in gospoda Borisa Rustjo, konzultanta proizvodnih sistemov podjetja Danfoss Strata, za predstavitev primera iz prakse. Saša in Boris, izvolita, virtualni oder je vajen. Hvala Nenad za besedo. Lepo zdrav vsem skupaj iz Metronika. Skratka, pohvala organizatorju, tema je zelo aktualna, zelo zanimiva in verjamem, da bojo do istega zaključka prišli tudi današnji udeleženci. Skratka, danes sva z vami Saša Sokolič, direktor marketinga in prodaje v Metroniku, in Boris Rustja iz Danfossa, ki poskuša problematiko MES-a predstaviti bolj z praktičnega aspekta kot uporabnik tovrstnega sistema. Skratka, na kratko o vsebini, par besed o Metroniku.
potem bo sledilo nekaj besed o samih izzivih v proizvodnji in kako jih naslavljamo s sistemom MES. Dotaknili se bomo ključnih elementov za uspešno vpeljavo, vprašanj, s katerimi se srečujejo uporabniki in končno primer iz prakse MES v podjetju Danfoss, ki ga bo predstavil kolega Boris Rustja. Zdaj, o Metroniku ne bom veliko govoril samo v kontekstu današnjega dogodka. Mi se z avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnih podjetij ukvarjamo že 30 let in moram reči, da kakšno dobro polovico tega časa tudi z MES sistemi. Rezultat danes je, da smo MES sistem uvedli v številnih proizvodnih podjetjih v širši regiji, od Avstrije in na vzhod, torej in v Balkanu in v podjetjih še dalj na vzhodu in si nabrali kar nekaj izkušenj in dobre prakse. Zdaj, ko govorimo o proizvodnji, vsi, ki smo v proizvodnji bili, vsi, ki proizvodno poznajo, vejo, da se proizvodna podjetja soočajo s številnimi izzivi. Dinamika je običajno velika, veliko izdelkov, polizdelkov se proizvaja, veliko je avtomatskih naprav, strojev, ampak tudi kar veliko ročnega dela. Delavci se premikajo po proizvodnji, potrebujejo natančna navodila in dostikrat so ta papirnata. V proizvodnjo vstopajo materiali, številni sestavni deli, skratka, ta materialni tok je lahko zelo zapleten in da bi prišli do izdelkov, seveda je treba izvesti cel kup operacij. Te so lahko zelo zapletene, lahko se dogajajo na različnih delovnih mestih in jih je treba nenehno spremljati, nadzirati. Vse skupaj je podvrženo standardom, predpisom in raznim drugim zahtevam in pa seveda trg podjetja sili v čedalje višjo kakovost in vse to skupaj pripelje do situacije, ko je enostavno to težko obvladovati brez digitalnih tehnologij. Zdaj, seveda, vsako od teh segmentov, vsako od teh izzivov je možno pogledati zelo globino, tako se pri kakovosti velikokrat ukvarjamo z vprašanjem, kako jo, ne samo kako jo izboljšati, ampak tudi kako jo zadržati na konstantnem nivoju ob različnih vhodnih surovinah, ob nekih različnih dogodkih, ki se v proizvodnji nenehno dogajajo, kako določiti optimalne parametre, da bo proizvodnja laufala. Podobno je tudi z izgubami, kjer ne gre samo za zmanjševanje tistega, kar poznamo, ampak tudi za odkrivanje nevidnih izgub, za ocenjevanje, koliko nam te izgube pomenijo v finančnem smislu in pa seveda kako na dolgi rok podjetje in predvsem ta proizvodni segment spraviti v stanje čim manjših izgub. Končno tudi sledljivost je lahko zelo kompleksno vprašanje. Nekatere branže so podvržene temu, da zelo natančno sledijo, kako so njihovi proizvodi nastali, iz česa so nastali, da te podatke hranijo in da so sposobne v zelo kratkem času tudi pokazati te rezultate, torej kako je produkt nastal, iz česa je sestavljen. Živilska industrija, farmacija so tipični predstavniki, vendar to velja podobno tudi za železarne, ki morajo hraniti in slediti parametre za primer, če bi z železnimi konstrukcijami šlo kaj narobe, tudi celo desetletje. Zdaj, če malo pogledamo teorijo, MES sistem kratica pomeni Manufacturing Execution System in nekako tradicionalno predstavlja eno plast v hierarhiji informacijskih sistemov v proizvodnji, v podjetju, ki se tipično umešča nad operativne procesne sisteme, ki tečejo na strojih, na nadzornih sistemih, skratka, kjer imamo operativo nadziranja in upravljanja in se umeščajo pod ERP sisteme, pod poslovne informacijske sisteme, čeprav seveda te meje niso trdno določene. Nekako generalno velja po ISA standardu, da MES pomeni nivo 3 v upravljanju proizvodne, torej za problematiko planiranja, upravljanja delovnih nalog, sledljivosti in nadziranja parametrov kakovosti. O funkcijah bomo več govorili še v nadaljevanju. Zdaj,
Preden skočimo v to funkcionalnost, je fajn se zavedati par stvari. Prvo, MES ni nič novega. MES sistemi so prisotni že kar nekaj časa. Model, ki ga poznamo danes, je star več kot 20 let. Obstaja določena zmeda z imeni, pojavljajo se kratice, kot je MOM, Manufacturing Operations Management, pa Manufacturing Intelligence, pa še kakšno bi se najdlo. In vse skupaj pa seveda gre za en skupek funkcionalnosti, ki pomagajo, ki predstavljajo ključni element digitalne preobrazbe samega proizvodnega nivoja v podjetjih. Dejstvo je, da so v preteklosti vpeljave MES sistemov doživljali uspehe in neuspehe. Bili so razni poskusi, tudi veliko dobrih zgodb, ampak bom pokazal na naslednjem slajdu, stvari so se precej spremenile danes, no in ena od bistvenih stvari je ravno zavedanje podjetij, da je digitalna preobrazba eden od ključnih korakov za ohranitev konkurenčnosti in za napredek. Prav industrija 4.0, o njej se veliko govori o tem, da je z digitalnimi tehnologijami možno industrijski segment dvigati na višji nivo in treba reči, da uvedba sistema MES povsem paše v ta kontekst, v to paradigmo, v to strategijo. Zdaj, kaj se je pravzaprav zgodilo, da je v času industrije 4.0 na področju MES prišlo do pomembnih napredkov? Zdaj, dejstvo je, da imamo dosti zavedanje podjetij o digitalizaciji je bistveno više, kot je bilo v preteklosti. Lahko govorimo o bistveno višji digitalni zrelosti. Integracija sistemov in povezljivost strojev je postala bolj enostavna. Stroji so sami po sebi bolj povezljivi, o tem dostikrat govorimo v kontekstu interneta stvari. Programska oprema je postala cenejša, bolj modularna, bolj enostavna za uvedbo, kar posledično pomeni, da si MES lahko danes privoščijo tudi srednja podjetja, ki 10 let nazaj niso mogla niti sanjati o tem, da bi vpeljala celovito digitalizacijo v proizvodnji. No in končno pomembno je vedeti, da tudi na ravni politike obstaja zavedanje o pomembnosti in potrebnosti digitalizacije, kar konec koncev vidimo tudi skozi številne subvencije, ki se pojavljajo v zadnjem letu, dveh, ki podjetjem pomagajo in pri oblikovanju digitalnih strategij in pri čisto konkretnih implementacijah MES sistema v praksi. Zdaj, moram priznati, še vedno obstajajo podjetja, ki uspešno delujejo brez sistema MES, vendar je pa bistveno več takih, ki so svojo proizvodnjo s sistemom MES bistveno izboljšala in to število nenehno raste. Zdaj, če malo skočimo funkcionalnost, kaj pravzaprav MES počne? Tukaj je nek nabor funkcionalnosti, ki se začne z zasledljivostjo samih materialov in proizvodov, preko upravljanja delovnih tokov, označevanja izdelkov, mikroplaniranja, podpore kakovosti proizvodnega poročanja, upravljanja z delovnimi nalogi in pa seveda še z določenimi, dajmo reči temu, sekundarnimi funkcijami, kot so podpora operativni odličnosti, podpora energetskemu menedžmentu, energetske učinkovitosti proizvodnje in pa podpora vzdrževanju. Zdaj, pomembno je, da razumemo, da to ni tolk seznam. V nekaterih podjetjih je lahko problem, proces tehtanja in napake operaterjev med procesom tehtanja in tam se bomo osredotočili na upravljanje delovnega toka med procesom tehtanja. Pri nekem drugem podjetju so problem zastoji in se bomo osredotočili na operativno odličnost, kje druge pa spet kaj tretjega. Torej, pomembno je, da vemo, da smo fleksibilni, da MES pomeni nek skupek funkcij, ki se umeščajo v piramido digitalnih orodij znotraj podjetja in da lahko iz tega spektra zberemo tiste funkcije, ki jih v danem primeru potrebujemo, da rešimo nek problem. Zato tudi nekatera podjetja
uvajajo celoten nabor, grejo zelo horizontalno, zelo široko, druga se odločajo spet za posamezno funkcionalnost in adresiranje nekega specifičnega problema. Ključno vprašanje, ki se tukaj pojavlja in to nenehno debatiramo z uporabniki, je, kdaj je smiselno vpeljati MES. Namreč ni redkost, da so podjetja, ki imajo uveden samo ERP in funkcionirajo fantastično in ne potrebujejo ničesar, druga spet nikakor ne morejo na zeleno vejo. In tukaj skušamo nekako pojasniti potrebo po MES-u skozi dva parametra, skozi dinamiko proizvodnje in pa skozi kompleksnost proizvodnje. In da bi razumeli kompleksnost in dinamiko, je treba vedeti, da imamo v osnovi 3 različne tipe proizvodnj. Imamo diskretno proizvodnjo, kjer je fokus na posameznem izdelku, imamo šaržno proizvodnjo in imamo kontinuirano proizvodnjo. In nekako sama kompleksnost je delno povezana s temi tipi proizvodnje, ampak predvsem se pa pri kompleksnosti moramo vprašati, koliko operacij je potrebno, da pridemo do končnega izdelka in kaj pri tem lahko gre narobe, kaj pravzaprav se nam pri tem lahko zalomi, kako močno je treba, kolikokrat, kakšne odločitve so potrebne na človeški ravni, da pridemo do končnega produkta, kako zapleteni so procesi. Dinamika po drugi strani govori o tem, kako močno in hitro in promptno se moramo prilagajati na posamezno naročilo. Torej, če smo recimo v živilski branži, nam včasih trg, sploh v konzumnem segmentu, nam trg diktira prilagajanje na posamezno naročilo skozi neke akcije trgovske ali pa čisto variranje parametrov na vhodu, ker vemo, da pač surovine živalskega izvora niso enake vsak dan. In bolj kot se moramo prilagajati na naročilo, manj kot delamo na zalogo na isti utečen način, bolj dinamična je proizvodnja. In pravilo velja, da bolj kompleksna, bolj dinamična je proizvodnja, večja je potreba po MES sistemu. Manj kot je dinamična, manj kot je kompleksna, lažje rešimo probleme brez MES sistema, lažje obvladujemo proizvodnjo brez MES sistema. Zdaj, če povzamem v tej točki, dejstvo je, da MES predstavlja osnovo za izboljšavo procesov, kakovosti, sledljivosti in produktivnosti v proizvodnji, nekako glavni cilj, da dosežemo popoln nadzor, transparentnost dogajanja, da sploh vidimo, kaj se nam dogaja na mikronivoju, dvignemo kakovost, zmanjšamo napake, ugotovimo sledljivost naprej in nazaj, kar v praksi pomeni, da vemo, iz česa je naš produkt sestavljen in da vemo, v katere vse produkte se je določena surovina, določen polproizvod vgradil in končno dvignemo produktivnost, znižamo stroške. To so nekako glavni driverji in tudi glavni benefiti, ki jih pri tem opažamo. Zdaj, toliko na splošno MES-u, še par besed o tem, kaj so ključni elementi za uspešno vpeljavo sistema. Tukaj imamo kup izzivov, kup vprašanj, s katerimi se podjetja nenehno soočajo. Prvo je, na kakšen način se lotiti MES sistema, katere funkcionalnosti izbrati, kako zagotoviti točnost podatkov, kako izbrati pravo rešitev pravega izvajalca in končno kako zagotoviti, da tudi po tistem, ko sistem uvedemo, da se bo sistem tudi res uporabljal. In če grem kar po vrsti, mi smo mnenja in tudi izkušnje kažejo, da je zelo pomembno, da se postavijo prave prioritete pri izzivih, pri funkcionalnostih in da se uvedbe lotimo fazno, na tak način, da so rezultati vidni hitro, da imamo jasne vmesne rezultate in tudi, da jih znamo zelo dobro vrednotiti. Zelo pomembno je, da se pri tem uporablja uveljavljen modularen produkt, ki omogoča takšen fazen pristop in ki seveda skozi neke primere dobre prakse tudi daje neko varnost, da bomo do rezultatov prišli. Druga stvar je, torej treba se osredotočiti
na potrebe in na učinke in kot že rečeno, gledati primerljive proizvodne, gledati primerljive okolja in se kaj z tega naučiti. Uvesti pravi nivo integracije na stroje, procesne in zaledne IT sisteme, zagotoviti, kar se tega tiče, eno ugodno uporabniško izkušnjo, kjer operaterji po uvedbi MES sistema niso dodatno bistveno obremenjeni, ampak se ta obremenjenost zoptimira. Potem pa seveda pridemo tudi do tega, da je treba imeti zanesljivega partnerja, s katerim bomo lahko funkcionirali na dolgi rok. Uvedba MES sistema je odločitev, ki nas poveže, nas kot dobavitelja poveže z proizvodnim podjetjem za eno desetletje. Zelo pomembno je vedeti, s kom si povezan tako dolgo, pomembno je vedeti, kakšne so kompetence na strani dobavitelja. No in končno, potrebno se je lotiti uvedbe na način, da je zagotovljena podpora vodstva in vključenost ključnih uporabnikov na pravi način, ker sicer lahko pridemo do problema, da tudi po lepo uvedenem sistemu ta ne bo dobro sprejet med uporabniki in tudi ne bo prišlo do učinkov. Zdaj, samo kot en primer, to je takšen primer fazne uvedbe, kjer je fokus najprej na izboljšanju učinkovitosti preko uvedbe delovnih nalogov, operativne odličnosti, potem nadaljevanje z sledljivostjo in analitiko in pa končno fokus na kakovost, kar pomeni tudi večjo integracijo s proizvodnimi napravami in za vsak tak korak je možno jasno definirati učinke, cilje, učinke in pa rezultate. Toliko z moje strani, jaz bom zdaj predal besedo Borisu. Dejstvo je, da imamo veliko primerov uspešne prakse, uspešne peljave, Danfoss je eden od njih in najbolje, da o tem kaj več pove Boris. Hvala lepa za besedo. Pozdrav tudi iz moje strani. Zdaj nekaj osnovnih podatkov o podjetju. Danfoss Strata se ukvarja z proizvodnjo izdelkov za daljinsko ogrevanje. Zdaj tukaj v naši proizvodnji izdelujemo okoli 3000 različnih končnih izdelkov, skozi našo proizvodnjo pa se pretaka približno 4000 tudi različnih repromaterialov. Povprečna količina na delovnem nalogu je približno 90 kosov, od tega, da imamo od enega izdelka pa približno do nekje 1000 kosov na en delovni nalog. V dnevu splaniramo približno 4400 delovnih nalogov, v naši proizvodnji pa je zaposlenih od 200 do 240 proizvodnih delavcev. Imamo pa tudi 65 proizvodnih celic. Zdaj na naslednjem slajdu so prikazana pričakovanja menedžmenta glede avtomatizacije in digitalizacije v proizvodnji. Se pravi, sigurno je na prvem mestu kupec, kjer je treba gledati na dobavljivost, zanesljivost in kakovost naših izdelkov, potem pa še izboljšanje poslovnih rezultatov, se pravi nižanje stroškov, konkurenčna prednost na trgu in prilagajanje dinamičnim zahtevam, kot so sezonskost in pa seveda tudi fleksibilnost. Če iz tega potegnemo neke direktive, vidimo, da avtomatizacija seveda povsod, kjer je dober payback, in razvoj IT sistemov, ki bodo podpirali tako proizvodno, interno logistiko in kontrolo kakovosti, bojo bili zmožni detektirati izgube in nam nudili dobro analitiko, bojo bili zmožni povezovati procese v celoto, bomo imeli dostopnost podatkov in transparentnost, digitalno dokumentacijo in znali prevajati zahteve kupca v aktivnosti v proizvodnji. Zdaj na naslednjem slajdu lahko pogledamo tudi graf, kako se gibljajo prihranki skozi leta. Zdaj Danfoss je začel približno leta 2005 z uporabo vitkih orodij in s tem smo nekako zagotavljali konstantno rast prihrankov do nekje leta 2013, kjer smo potem tudi začeli z avtomatizacijo proizvodnih procesov in potem nekje leta 2017 smo tudi začrtali pot proti
pametni tovarni in tukaj tudi začeli intenzivno delati na digitalizaciji proizvodnih procesov. Zdaj na naslednjem slajdu je prikazan na časovna os, kako smo implementirali MEPIS MES v tovarni Danfoss Strata. Začeli smo nekje leta 2007, kjer smo preklopili prve stroje na mehanski obdelavi. Potem do 2010 je bil na MEPIS MES priključen celoten oddelek mehanske obdelave. 2016 smo razširili MES na celotno proizvodnjo, torej tudi na montažne celice. 2018 se je zgodil en pomemben korak v Danfossu, kjer smo konsolidirali vse SAP sisteme, dobili enoten SAP sistem in s tem tudi interfejs do proizvodnih sistemov. V tem letu smo tudi dvosmerno povezali MEPIS z ERP sistemom in v tem letu smo tudi v MEPIS-u razvili modul SPC, ki dejansko skrbi za procesno kontrolo v proizvodnji. 2019 smo nadgradili MES na web platformo. V tem letu pa smo tudi kupili Miniload, avtomatsko skladišče in zraven tega dobili tudi Warehouse Management sistem, ki je v tem času pokrival samo avtomatsko skladišče. Implementirali smo Ignition modul, to je v bistvu middleware, ki povezuje MEPIS z proizvodnimi celicami. In v tem letu smo tudi dejansko naredili projekt, kjer je bilo več proizvodnih celic povezan v MEPIS sistem. V letu 2020 smo razširili Warehouse Management sistem na celotno proizvodnjo in naredili tudi interfejs na MES sistem, torej te dva sistema se sedaj pogovarjata v realnem času. In to nam je tudi omogočilo, da smo dejansko preklopili na proizvodnjo brez papirja. Zdaj na naslednjem slajdu je prikazana podobna arhitektura, oziroma ista, kot jo je kolega že kazal prej. Se pravi, pomembno je, da se zavedamo te arhitekture oziroma te hierarhije. Na podlagi tega je tudi Danfoss naredil svojo arhitekturo in tukaj vidimo, ta MES sistem je pozicioniran na layerju 3. V naslednjem slajdu pa je prikazano še malo drugače, torej sistemi nekako skozi celoten proces v proizvodnji, od dobavitelja do prevzema materiala, skozi proizvodnjo in potem tudi od prejema do kupca. Zdaj vsak sistem seveda že sam po sebi določene benefite daje, ampak največji benefit pa je, ko te sisteme povežemo v eno celoto, se pravi vertikalno od ERP-ja do MES-a, middleware-a in potem do strojev, kot tudi horizontalno, se pravi MES sistem povezan z warehouse managementom, s sistemi za kakovost, tudi sistemi za vzdrževanje. Tak setup nam tudi da najboljši performance skozi proizvodnjo in tudi največjo agilnost, če se nekaj dogaja v proizvodnji, se sistemi zavedajo in se tudi prilagajajo proizvodni procesi dejanski proizvodnji. To nam tudi, s tem tudi višamo produktivnost, učinkovitost in dobave na višji nivo. Zdaj tukaj je pa primer ene integracije, ki smo naredili v letu 2018. Kaj je bil tukaj izziv? Imamo dve proizvodni celici, ki proizvajata izdelke. Nekako smo hoteli implementirati avtomatsko pakiranje na vsaki celici, vendar se nam to ni izplačalo, zato smo začeli razmišljati v smeri, da bi naredili avtomatsko pakirno napravo za obe dve celici, se pravi centralno avtomatsko pakirno napravo, in tukaj je prišlo do pomena, da smo sisteme povezali skupaj tudi z MES sistemom preko Ignitiona. Kaj se tukaj dogaja? Dejansko delovni nalogi, ki so splanirani v ERP sistemu, pridejo v MES sistem. MES sistem pa potem dodatne podatke pošilja tudi proti proizvodnim celicam. Te dve celici potem proizvajata izdelke in izdelki se naključno gibljajo proti avtomatski pakirni celici, s tem, da avtomatska pakirna celica preko RFID
prepozna izdelke, pošlje podatke proti MES-u, MES aktivira operacijo, ki je namenjena za ta izdelek, skupaj potem izštevci tudi pošlje število kosov, ki so bili zapakirani, in potem MES proti ERP-ju tudi avtomatsko pošilja knjižbe kosov v ERP. Se pravi, celoten proces od lansiranja delovnega naloga do dejansko MES-a in pakirne celice je avtomatiziran in ni potreben več človeški faktor. In za tak setup je zelo pomembna IT arhitektura in MES sistem. Na naslednjem slajdu je pa dejansko pristop Danfoss Strate za uvedbo MES sistema, nekako, ker smo začeli že leta 2007, takrat še ni bilo govora o industriji 4.0 in tako naprej, je bil pristop bottom-up. Fokusirali smo se na en oddelek, da smo izboljšali OEE, potem smo razširili MES na celotno proizvodno, potem smo pa tudi stopili en korak v stran, še enkrat pogledali, kaj delamo, in dejansko naredili celotno strategijo za digitalno preobrazbo v proizvodni. Identificirali smo potenciale in preko pilotnih projektov nadgrajevali te sisteme. Trenirali smo kvalificirane in končne uporabnike za uporabo sistemov in vzpostavili PDCA krog za stalne izboljšave proizvodnih sistemov. Zdaj predlog, kako bi zdaj naredili s tem znanjem, ki ga imamo sedaj, je sigurno na začetku strateški načrt celovite digitalizacije proizvodne, definicija strukture upravljanja in organizacija, definicija vsebine in funkcionalnosti posameznega sistema in temeljna arhitektura, vertikala od ERP-ja do proizvodnih linij in senzorjev in horizontala med različnimi sistemi na nivoju 3, grajenje kompetenc v smeri proizvodnega IT-ja in poznavanje poslovnih procesov, vključenost vseh deležnikov, se pravi proizvodna logistika, plan, kakovost in vzdrževanje, povezovanje z zunanjimi strokovnjaki na tem področju in potem definiranje MES funkcionalnosti in planiranje izvedbe po korakih. Toliko z moje strani, hvala za pozornost in predajam besedo nazaj gospodu Sokoliču. Hvala, Boris. V bistvu smo s tem zaključili ta sklop. Jaz bi samo povedal, da je MEPIS Metronikov produkt, Metronikov proizvod in da ga je tudi Metronik uvedel. Skratka, za konec pozval bi podjetja, da enostavno razmišljajo o tem, kako digitalizirati svojo proizvodno, kako za digitalizacijo produktivnosti, vse to, kar smo danes povedali. V Metroniku smo seveda z veseljem na razpolago, na voljo za kakršnokoli diskusijo na to temo in s tem bi jaz zaključil. Hvala. Hvala lepa, Saša, hvala lepa, Vanja. Mislim, da je bil zelo dobro pogled v to, kaj so MES sistemi. Zdaj pa vabim na oder gospoda Martina Frešerja, podatkovnega znanstvenika iz podjetja Biterna, ki nam bo predstavil primer iz prakse uporaba podatkov v proizvodnji za inteligentno planiranje v tiskarni Novo mesto. Martin, izvoli. Najlepša hvala za besedo. Pozdravljeni, moje ime je Martin Frešer, prihajam iz podjetja Biterna. Najprej bi se rad zahvalil organizatorju za zelo zanimiv dogodek. No, jaz sem zaposlen v oddelku za Data Analytics and AI. Na Biterni večinoma vzpostavljajo Microsoft ERP sisteme, kot sta Navision in AX. Potem v našem oddelku pa skrbimo za BI reporting, torej Business Intelligence, kjer se v bistvu priklopimo na te podatke in strankam omogočamo dober vpogled v njihovo delovanje poslovanja. No, pododdelek pa je, odkot prihajam jaz in moja ekipa, pa je AI oddelek, in sicer tu pa v bistvu se povežemo na že obstoječe BI reporte in že predelane podatke,
da rešujemo zanimive naloge, ki v bistvu strankam omogočajo boljše delovanje. Torej, v bistvu se trudimo z algoritmi strojnega učenja to v bistvu vzpostaviti pri strankah, saj v bistvu je znanje zelo široko in mi pograbimo to znanje in ga uspešno strankam deliveramo. No, danes pa si bomo pogledali en primer uspešne prakse v industrijskem obratu, in sicer inteligentnega planiranja. Najprej bomo šli malo po evoluciji neke tehnologije, potem si bomo pogledali primer in na koncu zaključili ter poskrbeli še za kakšen odgovor na kakšno vprašanje. Torej, v bistvu ljudje so že od nekdaj želeli vzpostaviti neke načine, da bi lahko delali manj in proizvedli več. In tako smo prišli do teh recimo industrijskih mejnikov. In sicer prvi tak je bil leta konec 18. stoletja, kjer v bistvu so nastali te netilnice, obrati, kjer je človek ugotovil, da lahko z manj dela in z neko pametjo naredi več. Zdaj seveda tu so potem nekatera delovna mesta propadla in zato je tudi prišlo do neke družbene spremembe, do industrijske revolucije. Kot zanimivost tu lahko povem recimo, da je britanska vojska imela več težav z dušenjem teh industrijskih revolucij na britanskem polotoku, kot je imela z napoleonskimi vojnami. No, kasneje smo prišli do te masovne produkcije z vrhuncem na koncu Prve svetovne vojne, ko je njihov Ford je bil predstavnik te druge industrijske revolucije, kjer so v bistvu na to masovno produkcijo postavili avto in so lahko proizvedli res veliko avtomobilov. Potem je prišlo potem so se razvila elektrika, dobili smo internet in kar naenkrat smo v tovarnah začeli proizvajati ogromno število podatkov in z razvojem čipov smo lahko v bistvu predelali te podatke in še bolj pametno proizvajali v industriji. In to nas pripelje sedaj nedavno nazaj do četrte znamke industrije, in sicer industrija 4.0, kjer so se v bistvu procesna moč tako razvila, da lahko velike količine podatkov res dobro obravnavamo in s tem dobimo različne produkte, ki nam pomagajo še bolj učinkovito proizvajati naše produkte v industrijskih obratih. Zdaj, rad bi vam predstavil, kaj točno, s katerimi področji se ukvarjamo v našem podjetju. In sicer danes vam bom predstavil en primer uspešne prakse optimizacije planiranja, kjer smo v bistvu z optimalnim planom povečali izkoristek strojev, povečali profitabilnost, ampak malo več o tem kasneje. No, imamo tudi druge module, in sicer eden izmed teh je Just-in-Time Delivery, kjer v bistvu mi z algoritmi strojnega učenja in umetne inteligence napovedujemo neko porabo, prodajo in ta podatek vzamemo, spet generiramo ogromno nekih podatkov, torej napovedi, in to vzamemo, da optimiziramo nabavo. In optimiziramo zaloge in sicer potem s tem podatkom v bistvu cel proces proizvodnje optimiziramo, torej imamo zaradi napovedi
zaradi napovedi ustvarimo plan, koliko česa naročiti, da je to ravno v pravem času na pravem mestu. Prav tako se ukvarjamo z detekcijo anomalij in sicer v poplavi podatkov je tudi zapisano, kako, kje in kdaj se bo recimo kakšen stroj pokvaril in s tem v bistvu, ko mi lahko z neko natančnostjo napovemo kvar stroja, na to tudi vplivamo in sicer se to potem rezultira v zmanjševanju stroškov okvar, lahko planiramo servise in s tem tudi daljšamo življenjsko dobo strojem. Zdaj, kako se v našem podjetju lotevamo projektov? Jaz temu rad rečem, da pač v bistvu pripravljamo neko jed in imamo zelo dobre sestavine in potem vse te sestavine moramo povezati v neko skupno celoto, da dobimo zelo okusno jed. Zdaj tu ne bi preveč obremenjeval z samo tehnologijo, naj povem le, da v bistvu mi uporabljamo od zadaj orodja oziroma algoritme, ki so zelo učinkoviti, torej state of the art algoritmi, ki so večinoma napisani v Python programskem jeziku. Za vizualizacijo oziroma predstavitev rezultatov uporabljamo BI orodja. Zdaj v tem primeru smo uporabljali ClickSense, drugače imamo tudi izkušnje z Power BI. Vse te podatke, ki jih mi generiramo, si shranjujemo v neke svoje baze. V tem primeru smo uporabili bazo PostgreSQL. Poanta je tudi, da se v bistvu mi povežemo na obstoječe ERP sisteme ali kakršnekoli druge sisteme, katere stranka poseduje. In vse to v bistvu nekako povezuje tehnologija Django, ki se lahko pogovarja z vsemi temi sestavinami, če temu tako rečem, in v bistvu na koncu dobimo nek produkt, ki daje dodano vrednost sami strankam. Da malo predstavim našo stranko, torej v bistvu gre za tiskarno Novo mesto, ki je ena izmed vodilnih tiskarn v Sloveniji. Zdaj njihov glavni produkt je tiskanje škatlic, in sicer škatlic za farmacevtsko industrijo. Tu na sliki lahko vidimo, kako izgledajo njihovi tiskalniki. To niso neki tiskalniki, ki imamo idejo doma, kjer stiskamo, ampak so veliki stroji in so v bistvu tudi zelo dragi. Zdaj, tiskarna Novo mesto ima naročnike iz cele Evrope, zdaj glavne sta tudi naša farmacevtska giganta Krka in Lek, drugače pa imajo tudi izkušnje v živilski industriji, v kozmetiki. Kot sem že rekel, je njihov glavni produkt tiskanje škatlic, tiskajo pa tudi navodila, torej to so tiste navodila, ki jih dobite zraven farmacevtskih izdelkov. Torej, kako smo mi v bistvu sploh začeli z neko zgodbo, kako smo začeli kreirati to zgodbo? Torej, v tiskarni so se odločili, da digitalizirajo ves proces planiranja. Torej, na začetku je bilo veliko ročnega planiranja. To je pomenilo, da je planer zjutraj dobil natisnjene delovne naloge in nato po svojem občutku planiral, kje in kateri delovni nalog bi se moral stiskati. Seveda je tu bila možnost človeške napake, pri tem pa, da imajo približno 100 delovnih nalogov dnevno na več strojih, pa je tudi nemogoče, kot bomo kasneje videli, to optimalno splanirati. In zaradi tega so se seveda dogajali, da so bili zamujeni roki dobave, da so imeli nasploh planer je imel pomanjkljive informacije o zasedenosti nekaterih strojev, torej neki delovni nalogi so zamujali, potem se niso se pravočasno naredili, kak stroj se je pokvaril. In to je vse rezultiralo pri tem, da so se datumi dobave premikali. In na koncu je bilo tudi veliko nenačrtovanih nadur,
kar pomeni, da so nastajali potencialni stroški, imeli so delovne vikende in v bistvu so se vseh teh težav hoteli znebiti. Zdaj, prva možnost, kako povečati proizvodno kapaciteto, je seveda nakup novega stroja. Saj s tem pridobimo nove zmožnosti, ampak to zraven prinese, pač prva in najbolj očitna je to, da je ta stroj zelo drag, potem vzdrževanje stroja in zaposliti nove delavce na stroju. Zato smo razmišljali, torej, kaj je bolj pametno. Iti v nakup oziroma investicijo novega stroja ali preprosto vzpostaviti nek sistem, ki bi bolj inteligentno planiral. Zdaj, tukaj lahko si pogledamo sliko in vidimo, kot sem že povedal, da ti stroji so velik strošek, tudi vsote grejo do milijona ali več. No, zato smo v našem podjetju razvili za njih rešitev, kjer smo se povezali na njihov že obstoječ ERP sistem in z rešitvijo tega inteligentnega planiranja smo rešili več problemov. Torej, prvi najbolj očiten je seveda ta, da smo povečali učinkovitost, torej zaporedje delovnih nalogov je bilo bolj optimalno, s tem se je zmanjševalo število prekinitev, sam planer pa je imel tudi možnost spremljanja delovnega procesa v realnem času. Z tem sistemom je imel tudi nadzor uporabe, tako da je lahko v bistvu takoj vedel glede na planiran dan, kateri delovni nalogi bojo zamudili rok dobave, če kateri, koliko je zasedenost stroja, seveda tudi omogoča ročno menjavanje vrstnega reda. Na koncu pa smo naredili tako, da v bistvu planer vedno potrdi delovne naloge za tisti delovni dan. Rezultat tega je bilo tudi seveda zmanjšanje stroškov, torej s tem smo lahko optimizirali uporabo človeških virov, surovin, nadzorovano in načrtovano vzdrževanje in na koncu še, če smo malo zeleni, se tudi pač sama energija zmanjšala. Vse skupaj pa je tudi prineslo olajšav v delu in logistiki, torej s tem smo lahko avtomatizirali dostavo surovin, tako da so bolj natančno vedeli, kje in katere surovine bodo potrebovali ob katerem času in tudi zmanjšali zalogo. Torej, ko smo se lotili tega problema, smo videli najprej, pogledali, kje je bottleneck oziroma ozko grlo in ugotovili, da je to v tiskanju teh kartonastih škatlic. Imeli smo 7 tiskalnikov, 3 različni tipi, 1400 različnih odtenkov barv, samo da povem, v tem tiskalniku tiskajo 5 ali 6 barvno in samih barv imamo 1400 različnih odtenkov, kar v bistvu zelo zakomplicira težavnost. Zdaj vas ne bom utrujal tukaj z točno kaj je od zadaj, ampak na hitro naj povem, da ko smo optimizirali plan in ko mi dobimo v bistvu delovne naloge za splanirati, je to v računalniškem smislu NP-poln problem, kar pomeni, da je zelo težko dobiti zelo optimalni plan. Zdaj, ker imajo oni vsaj 100 delovnih nalogov na dan, to pomeni, da je različnih, če bi jih imeli recimo samo 59, da je že to različnih številov planov toliko, koliko je vseh atomov na svetu. Kako v bistvu narediti neki plan? Torej, moramo pač primerjati 2 delovna naloga, če sta si podobna. V tem primeru smo implementirali podobnost v barvah, torej 2 delovna naloga, ki imata rdečo barvo, bosta šla eden za drugim, medtem ko delovni nalog za zeleno barvo bo šel kasneje. S tem smo v bistvu skrajšali čas za
čas za čiščenje delovnega stroja in skrajšali sam čas priprave. V ozadju smo torej morali nekako oceniti naš plan in to nam je, pomagali smo si, kot sem že prej omenil, si velikokrat pomagamo z že razvitimi rešitvami in tukaj smo spostavili genetski algoritem, ki v bistvu skozi mleje te plane in ugotavlja, kateri je najbolj optimalen glede na neke zahtevke. Zdaj tu vidimo na sliki in si lahko predstavljamo, da vsaka neka tu točka predstavlja eno različico plana. In genetski algoritem ima to sposobnost, da v bistvu lahko skače iz hribčka na hribček, da najde najbolj optimalen plan oziroma plan, ki je optimalnejši od prejšnjega plana. In to v bistvu v ozadju pridno mle non-stop in zaradi tega se delovni nalogi v bistvu prihajajo in odhajajo in se skozi ta naloga spreminja in mora biti algoritem sposoben pač, da najde vedno optimalni plan in s tem genetskim algoritmom v ozadju nam to tudi uspeva. Tako da smo v bistvu potem implementirali to rešitev in sedaj bi vam rad pokazal najbolje, da se vidi, kako v bistvu vsa ta aplikacija izgleda. Zdaj, tukaj imamo prikaz 3 tiskarskih strojev, zgoraj imamo časovno komponento, zdaj ena ta škatlica nam v bistvu predstavlja delovni nalog in tako si delovni nalogi potem sledijo eden za drugim in tu vidimo, da imamo dvodnevni plan, seveda je z možnosti mnogo, torej lahko vidimo mi plan za ves naslednji teden, recimo na strojih pa vidijo plan za tekoči dan. Potem v bistvu za našo implementacijo jo lahko prilagajamo in potem glede na legendo vidimo različne informacije v tem planu. Torej, v tiskarni Novo mesto smo implementirali to rešitev in sicer del rešitve je potem implementiran nad vsakim strojem. Tukaj imamo primer, kako to izgleda v praksi v samem proizvodnem obratu. Torej, delavec dobi tole sliko in se lahko orientira, kateri njegovi delovni nalogi bodo naslednji na vrsti. Zraven pa še sporočamo, ali je katere delovne naloge zamudil, če je trenutni čas tega delovnega naloga ok, če že zamuja in če že ima priskrbljene surovine, da lahko nemoteno začne proizvajati naslednji delovni nalog. Če lahko, Martina, prosim, da počasi zaključimo to predavanje, ker smo res že dolgi. Hvala lepa. No, torej v bistvu cilj tega projekta je bil uspešen. V bistvu smo po enoletni uporabi te implementacije ugotovili, da so nekje 4% zmanjšali letnih stroškov, kar se je na koncu izkazalo za 10% višji EBIT in v bistvu je ta rezultat bil zelo dober, po mojem mnenju. In tako, potem pa so še prišli drugi ugodni učinki, torej zmanjšanje delovnih vikendov, tega sploh ni bilo in signifikantno povečanje profita. Zdaj, samo na hitro bi vam rad pokazal, kako izgleda to v praksi. Torej, tukaj imamo delovne naloge in vidimo, da nam utripa recimo ta rdeči, ki že zamuja. Tu tili, ki so v modrem, pa še ne zamujajo. Potem lahko vidimo tudi v ozadju, naprimer na tem stroju delavec ni bil najbolj priden, je veliko delovnih nalog zamujal, medtem ko na enem drugem obratu pa so bili delovne nalogi predvideno končani. Lahko tudi menjavamo, recimo tukaj imamo poglede za zamujanje rokov, tako da lahko planer točno vidi, kako v katerem roku bojo delovni nalogi narejeni ali ne. Tukaj pa bi še vam rad samo pokazal, kako izgleda recimo kako izgleda na proizvodnem obratu. Torej lahko v bistvu vidimo tudi vse podrobnosti teh delovnih nalog. Naj še zaključim, torej kaj so v bistvu ključne razlike med
med MES sistemi in našo implementacijo inteligentnega planiranja, v bistvu, da je dostopno tudi za mala in srednja podjetja, da se v bistvu pri MES-u moramo tudi svojo proizvodnjo prilagajati, medtem ko se tukaj v bistvu z našim sistemom mi prilagajamo že obstoječim delovnim procesom. In kar je še najbolj pomembno, da lahko v bistvu z tem modulom vključimo ga tudi v preostale module, ki jih imamo razvite, torej se to poveže z napovedovanjem prodaje in tako dobimo en zelo lep sistem, ki optimizira celoten delovni industrijski proces. Najlepša hvala za pozornost, se opravičujem, če sem bil malo daljši. Za kakršnekoli vprašanje lahko kar napišete na chat, drugače pa me lahko kontaktirate oziroma kontaktirate našo ekipo. Najlepša hvala. Hvala lepa, Martin. Torej še en zanimiv primer iz popolnoma drugačnega poslovnega okolja. Zanimivo je bilo videti tudi, kakšni so poslovni učinki uvedbe takega sistema v tiskarni Novo mesto. Zdaj pa vabim na oder gospoda Simona Megliča, direktorja podjetja ePrvak Group in gospoda Dejana Cartla, direktorja podjetja Arhivis d.o.o., ki bosta predstavila primer iz prakse Teichmeister samopostrežno pohištvo preko spleta. Simon in Dejan, izvolite. Hvala, Nenad. Pozdravljeni. Danes boste slišali primer disrupcije v lesarstvu oziroma mizarstvu, ki se pripravlja v Sloveniji. In sicer podatki so nafta 21. stoletja in podjetja kot so Apple, Microsoft, Google, Facebook zelo intenzivno zbirajo podatke, tudi podatke o vedenju uporabnikov in nam jih potem nazaj prodajajo preko oglaševanja. In to so ena najbolj uspešnih podjetij. Kot da pametna podjetja so zdaj začela sama zbirati podatke, da so manj odvisna od teh samih platform. Hkrati bomo pokazali, kako so tudi ti podatki uporabljali čisto recimo v lesarski panogi. Zdaj naše podjetje ePrvak se ukvarjajo večinoma z digitalizacijo, digitalno transformacijo. Najmočnejši smo na področju uporabniške izkušnje, e-mail marketinga in marketinške avtomatizacije. Samo podjetje Teichmeister je mizarstvo, ki ima že dolgoletno tradicijo in veliko dela tam poteka ročno. Se pravi, veliko je nekega papirnega poslovanja in so se odločili, da želijo iti v toku s časom in se digitalizirati, optimizirati svoje poslovanje. Sta pa tukaj večinoma delajo pohištvo po meri, ko se gre stranki narediti izmero in potem se v bistvu izdela samo pohištvo po meri. In v prvem delu vam bom jaz predstavil ta del same digitalizacije oziroma digitalne transformacije. V drugem delu vam bo pa Dejan pokazal povsem nov model, kjer gre za samo postrežno pohištvo, ki si ga stranka lahko kar sama skonfigurira preko spleta in ga dobi domov in ga sestavi. Šli smo digitalno transformacijo delati by the book. Najprej smo se res potrudili in naredili celovito analizo stanja, hkrati smo potem naredili celostno digitalno strategijo na 75 straneh preko digitalnega voucherja, naredili še akcijski načrt in pridobili dodatna sredstva preko P4D razpisa, ki je bil prav temu namenjen, tako da je tukaj šlo za digitalno transformacijo celostnega podjetja kot takega. Proces, kjer gre za proizvodno pohištvo po meri, kjer mizar naredi izmero in se pogovarja s stranko, smo v bistvu digitalizirali z EMA sistemom, ki ga podjetje ePrvak razvija. Gre pa za marketing automation sistem, CRM in mailing sistem. To se pravi, to je cel sistem, ki pokrije, digitalizira marketing in prodajo v enem. Pri mizarstvu Teichmeister pa smo še v bistvu pokrili del MES funkcionalnosti, se pravi tudi delovnih nalogov, pa bomo sedaj pogledali, na kakšen način se to vse skupaj naredilo v praksi. Samo
sledilno kodo sistema EMA smo že vstavili na Teichmeister spletno stran, kjer v bistvu mi že lahko sledimo preko piškotkov anonimnim uporabnikom, ki pridejo na spletno stran. Identificiramo, z katere države so njihov IP, hkrati jih pa že tudi točkujemo. Za vsako podstran, ki jo pogledajo, lahko jim pripišemo določene točke in že v bistvu na podlagi njihovega vedenja lahko vidimo, kaj uporabnika zanima in na podlagi tega recimo mu že lahko prilagajamo neke pop-upe, ki jih dobiva na spletni strani. In v naslednjem koraku, se pravi, to točkovanje se dela pa potem tudi za tiste znane uporabnike, ki jih pa že imamo na mailing listi in se jim e-maili že pošiljajo. Tam se točkuje pa tudi, ali so e-mail odprli, kaj so v njem klikali in druge akcije. In zdaj ta neznan uporabnik na spletni strani izpolni obrazec. In v tem obrazcu v bistvu so tudi to pametni obrazci. Če je uporabnik, če smo ga že prej imeli v bazi, se bo njegov obrazec že večinoma izpolnil in bo samo dopolnil posamezne podatke oziroma spremenil tiste, ki mu niso ok. Druga možnost je pa, da samo tisti polja za podatke, katere že imamo v njem, sploh ne prikažejo. In tako se v bistvu gremo lahko neko progresivno profiliranje uporabnikov in na to, ko stranka odda takšen, potencialna stranka odda takšen obrazec, se postane znana stranka, kjer imamo v njej bistveno več podatkov. Seveda lahko tudi prodajnik ročno vnese vse te podatke v sam EMA sistem, kot delate recimo v raznih CRM-jih. In na to se zgodi pa v bistvu marketinška avtomatizacija, kjer pa sam uporabnik dobi zahvalni mail kjer se mu zahvalimo za samo povpraševanje, potem se avtomatsko kreira nova prodajna priložnost. Lahko pa v bistvu so tukaj možne tudi neskončne možnosti drugih avtomatizacij, tudi potem recimo, ko stranka dobi produkt domov, se mu lahko sekvenčni videi vsake toliko časa pošljajo, kako vzdrževati ta produkt in podobno. Tako da tukaj sistem je res, ne rabiš biti programer, ampak vse stvari se da lepo naklikati. Sedaj, kot smo rekli, oddan obrazec, naredila se je nova priložnost in ta priložnost se uvrsti v prvo fazo, kjer je v bistvu v fazi, da je uporabnik zainteresiran za naše produkte ali pa storitve. In tukaj je samo demo primer. In to priložnost potem sam prodajnik premakne v naslednje fazo, da so potrebe definirane, ko je že v bistvu govoril stranko recimo po telefonu in je še izprašal kakšne druge detajle, ki jih ni mogla dati v svoj obrazec, da se sploh lahko naredi sama ponudba ali pa je že celo naredil izmero. In ko je v bistvu ponudbo naredil, je spet lepo drag and drop prestavil kvadratek v ponudba poslana in na to ponavadi sledijo še kakšna pogajanja za stranko in ko je stranka potrdila, da bo naročila, gre to v status, da je naročilo bilo potrjeno. Zdaj tukaj vidite, da v bistvu se tudi, to je neke vrste prodajni lijak in sistem sam sešteva, koliko imamo vrednosti priložnosti v posamezni fazi prodajnega lijaka, hkrati so pa te vrednosti otežene, kajti vemo, da nikoli ne prodamo čisto vsem strankam, ki so dale povpraševanje ali pa pokazale zanimanje, zato lahko prodajnik v vsaki priložnosti doda, kakšna je v bistvu otežena vrednost. In se to potem upošteva v izračunu. Seveda, potem, ko pa je sama priložnost v bistvu potrjena, se gre pa podoben lijak, kot ga tukaj vidite, je pa v bistvu, so pa faze same proizvodne, kjer se priložnost avtomatsko spremeni v delovni nalog in se ravno tako pomika po samem procesu do konca, ko je v bistvu pohištvo zmontirano že pri sami stranki oziroma da je pohištvo že tudi
plačano. Tako da dejansko je potem sledljivost čez celoten proces od samega oddanega povpraševanja pa do same montaže, ker do sedaj je zadeva potekala povsem papirnato, ročno ali pa malo po e-mailih, Excelih in dejansko smo tukaj digitalizirali precejšen del. Hkrati pa, ko se iz ene v drugo fazo premika posamezni delovni nalog, grejo avtomatska e-mail sporočila strankam, recimo, da je bila njihovo naročilo dano na izdelavo na CNC stroje, recimo. In ne rabi delavec za pošiljanje takih e-mailov skrbeti, ampak se to zgodi avtomatsko, zato ker je delavec spremenil status tega delovnega naloga. In kar je pa prednost za samega lastnika mizarstva, je pa to, da mu sistem ves čas tudi dela oceno mesečne prodaje, kjer upošteva, kaj že dejansko je bilo posamezni mesec prodano, kaj pa še tista napovedana prodaja, kjer še ni v bistvu povsem zaključena, tam se pa upošteva v bistvu ponderirana vrednost in tukaj vidimo, recimo, to je primer, ni case Teichmeister, ampak čist case zato, ker ne razkrivamo podatkov. Se vidi v tem caseu, da je bilo za 2500 evrov v januarju že prodanega, za 2513 evrov je pa ocenjene prodaje, se pravi skupaj lahko pričakujemo za 5013 evrov prodaje. Tako, sedaj bi pa, se pravi, možnost takšne avtomatizacije je za katerokoli v bistvu industrijsko branžo zdaj malo večje podjetje, ker vemo, da precej enih prodajnih priložnosti se vodi po Excelih, po mailih, po podjetju, sistem pa omogoča, da se vse te stvari združi v eno in imate bistveno boljšo napoved in hkrati tudi olajšanje in manj stresa za same zaposlene. Sedaj bi pa besedo predal kolegu Dejanu, ki je pa delal na digitalizaciji, avtomatizaciji drugega procesa, ki pa pomeni res pravo disrupcijo v lesni panogi. Hvala, Simon, za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj, sem Dejan Cartl, direktor podjetja Arhivis d.o.o. iz Ptuja. Naše podjetje se ukvarja z arhitekturnimi vizualizacijami, idejnimi zasnovami notranjega pohištva za končne stranke in zadnja 3 leta uspešno zastopamo podjetje IMOS AG iz Nemčije skupaj z partnerjem Lumacom GmbH. Se pravi, naše rešitve izhajajo iz CAD, CAM, NET in obsegamo lahko manjša, srednja, velika podjetja, katera se ukvarjajo s pohištvom po meri. Torej, imamo odlično rešitve za opremljevalce, oblikovalce in prodajalce ter proizvajalce pohištva. Kot vsi vemo, v letu 2020 je prišel COVID, zatem tudi vprašanja, kako glede na zapiro salonov in ostalih stvari, kako bodo pohištvena podjetja pristopila z nekimi novimi metodami do končnega kupca. Tako se je podjetje Teichmeister d.o.o. konec leta 2020 odločilo za prvo tovrstno, bom rekel, inovativno rešitev v Sloveniji, saj kot prvi slovenski proizvajalec pohištva skupaj z nami in z to IMOS.NET tehnologijo vzpostavljamo samopostrežno spletno pohištveno trgovino. Edinstven pristop zato, ker enostavno bomo omogočili končnemu kupcu, da si sam sestavi svoj kos pohištva po meri. Po principu what you see is what you get. Podjetje Teichmeister in njihova blagovna znamka Lignum pohištvo že dolgo tega, bom rekel, uspešno tržijo na slovenskem tržišču. Naša naloga mojega podjetja je bila celostno preobraziti, vzpostaviti novo blagovno znamko, ki smo jo poimenovali Lignum Link, pomeni celostno spremeniti podobo od imena, logotipa in tudi že v imenu temo novega, bom rekel, spletne prodaje. Lignum Link smo napovedali
enostavno, da je to nek modern pristop, se pravi lignom pohištvo, link kot povezava do spleta. Koncept v osnovi, katerega bomo vam sedaj danes pokazali, je ta, da pokrivamo celoten spekter od prodaje, naročanja do proizvodnje. Pomeni, imamo celostno pokrit proces. Na samem projektu smo si zadali, da bo, bom rekel, Lignom Link spletna trgovina, sveža, moderna, mladostniška in tudi ta trgovina bo zaobjela vse te stvari, katere danes, bom rekel, kupci povprašujejo. Po individuali, po personalnem dejansko pohištvu. Personalnem pomeni to, ko ti končnemu kupcu boš omogočil dati v nek vtičnik na tej spletni strani, boš s tem ti njemu rekel, da ga boš personaliziral z tem njegovim pohištvom. Omogočil mu boš, da bo si lahko sam sestavil omaro po svojih željah in po meri, ki mu to dovoljuje ta njegov prostor. Tukaj, kot vidite, je naša naloga bila komplet spostaviti front podobo, look and feel, z raznimi animacijami, vizualnimi deli, videi in zadeva postavlja se na noge v smislu tudi plačilnega sistema, uporaba raznih plačilnih metod, kot je to PayPal, Visa. Naj izpostavim, da ta platforma, na kateri sedaj gradimo, podpira vse sisteme, pomeni iOS, Android in Microsoft. Če boste na naslednji prezentaciji primera, vam bomo nazorno pokazali, kaj to pomeni konfiguracija in inovativni pristop. Na primeru Kleinhans iz Nemčije, se pravi Schrankmacher Shop, vidimo primer, kjer bomo ta vtičnik vam tudi nazorno prikazali, kaj ta vtičnik pomeni za končno stranko. Tukaj imamo nazorno prikazane produkte, se pravi spletna stran ima vgrajeno nakupovalno košarico. Saj so se tudi te, bom rekel, nakupovalne navade v času covida, kot sami veste, so se zelo spremenile. Se pravi, če je to bilo pred covidom, da 40-letniki niso uporabljali nakupa preko interneta, je to zdaj že se prestavilo do 50 let starost meje. In tukaj sedaj imamo en produkt, imamo omaro. Se pravi, jaz končna stranka, sedaj bi želel ta produkt omare, se pravi, poprašujem po neki omari in sedaj točno ta situacija meni ustreza. Pomeni, ko sedaj jaz sem se postavil v vlogo kupca, vidim možnosti, kaj sem kot uporabnik lahko vidim, se pravi vse parametre, kaj mi to kot podjetje izpiše, in potem, ko želim sedaj jaz z tem nadaljevati, stisnem tukaj artikel, da konfiguriram. Sedaj se nam v tem trenutku odpre ta vtičnik, kateri je podprt za to tehnologijo, in v ozadju sedaj pogledajte. Na levi strani imamo inovativno rokovanje, imamo grafični konfigurator. V trenutku, ko mi dejansko spreminjamo parametre dimenzij, se nam tudi sama omara levo tukaj spreminja. Če gremo naprej, se pravi voden proces po korakih, se pravi uporabniška izkušnja je tukaj zelo pomembna. In tukaj so vse možnosti, s katerim mi z podjetjem Teichmeister bomo tudi vse dogovorili, kar bo podjetje Teichmeister dovoljevalo. V primeru stranka, recimo v tem primeru jaz blende ne rabim zgoraj. V tem primeru z enim klikom se blenda nam izbriše. Tudi možnost spreminjanja višine, zgornje in tudi stranske. To vse nam program omogoča. To je tisti, bom rekel, protokol, koncept, s katerim vsakim podjetjem individualno definiramo. Gremo na naslednje področje. Možnost, koliko teh prekatov bi želel imeti. Sedaj jaz določim, da bi želel imeti 3 in sedaj v naslednjem prekatu definiramo, kaj v teh prekatih želim imeti. Bodite tudi pazljivi tukaj spodaj na levem prostoru, kjer se cena avtomatsko glede na spremembo dodajanja tudi spreminja. Spet zato, ker je to internetna prodajna trgovina. Kliknemo v prvi prekat. Sedaj tu v tem prekatu bi rekel, da bi želel imeti
konstrukcijski vmesni pod. V tem lahko sedaj jaz tudi lahko definiram, da bi ga rad postavil na višino 1000 mm. V tem sedaj bom postavil obešalni drog. In grem v to cono, kjer enostavno tudi lahko rečem, da bi imel tukaj police. Definiram število polic. Sama parametrika in logika je dejansko definirana z naše strani z mizarstvom. Gremo naprej. Tu v tem bi želela stranka imeti recimo samo police. In kot vidite, tam sem imel samo 3, poglejte, tukaj pa mi dovoljuje, da lahko izberem 8. Grem naprej, sedaj tukaj definiram, da bi rad imel zunanje predale. Definiral bom, da to bosta samo 2 predala, se pravičujem 3, in tudi definiral bom višino. Vsi ti parametri spet, to je individualen dogovor z mizarjem. Sedaj, ko sem to zaključil, bi še tu dodal ta en obešalni drog. In tudi ti vsi artikli, možnost, ki jih imamo tukaj na desni strani, je spet dogovor z mizarjem, z podjetjem, kateri naročuje to uporabniško, se pravi to trgovino, internetno trgovino. Sedaj v tem primeru, ko gremo na fronto, definiramo tukaj sedaj parameter fronte in poklikamo. Kot vidite, fronta se prikaže tam, kje je tudi ta pot. Sedaj gremo recimo na sredino, tudi definiramo tukaj fronto. Rečemo, da bo odpiranje vrat levo. In še tukaj bomo dali še ena vrata. Ko smo to skonstruirali, ko smo to definirali, je 6. korak definicija materijala. Sedaj na materialu definiram, da to bo korpus te barve in tudi grem na fronto in definiram, da bo te barve. Kot dodatek še ročaj, ki mi sedaj to ustreza in sedaj lahko to zadevo v pregledu sedaj se nam v tem 8. koraku se nam prikaže virtualno ta model v 3D-ju z teksturami in z vsem okoljem. Ko sem dejansko zadovoljen z tem izdelkom, dam ta izdelek v košarico. Bomo zdaj tudi malo pohiteli. Ko mi damo to v košarico, sedaj pogledajte iz konfiguratorja, dobimo to košarico v bom rekel, v ta basket in iz tega basketa sedaj je ta integration server, s katerim povezujemo to podatkovno bazo, kompletno naročilo, preko e-botov generiramo avtomatizacijo. Pomeni, generiramo z enim korakom, boste sedaj v tem videu videli, vse parametre, kar potrebujemo za pripravo, izdelavo proizvodnje, se pravi izdelavo te omare. V ozadju sedaj vidite, se je uvoz naredil iz te košarice avtomatsko, tega XML datoteke, te omare in sedaj v ozadju generira se vsi parametri za pripravo, izdelavo te omare za proizvodnjo. Tukaj v naslednji fazi boste sedaj videli, avtomatsko se odpre IMOS program, avtomatsko iz te XML datoteke uvozi omaro, shrani in generira vso potrebno dokumentacijo za proizvodnjo. Pomeni od prirezovalnih list pa do vseh poročil in generira tudi vse programe do CNC strojev. V odvisnosti od proizvodnje se ti programi, stroji generirajo in so generirani na posameznih CNC obdelavah, na posameznih strojih. In sedaj tukaj boste hitro videli, da malo pohitrimo, se generirajo na levi strani te poročila in te poročila bo sedaj se tudi odpiralo. Se pravi, to so poročila razni izpisi, kje obdelave so posameznih kosov, kje je robni trak.
opis okovja, to so avtomatizirani eksplozijski pogledi, avtomatizirane kosovnice, in tudi avtomatizirane etikete z črtnimi kodi, QR ali podobno. In finalno, najbolj pomembno, generira nam vse programe za proizvodnjo. Tako, se pravi, ta rešitev, kot ste sami videli, je inovativna, v trenutku je cena izdelka, generiranje ponudbe za stranko, se pravi, sama trgovina z nakupovalno košarico, in to je dejansko ena celovita rešitev, bom rekel, tudi na tem tržišču, in hvala za vaše poslušanje. Hvala lepa tudi vama za zelo zanimiv primer spet popolnoma drugačnega podjetja. Jaz sem zdaj pogledal malo na uro in žal zamujamo, vendar bi zaključil tale dogodek z enim kratkim, hitrim vprašanjem za Sašo. Namreč dobili smo eno vprašanje, precej na nek način provokativno, kateri so najboljši MES sistemi. Seveda na to je težko odgovoriti in tudi ne bi želel, ker bi mogli imeti kakšnega neodvisnega sogovornika tukaj, ampak bi pa Sašo vprašal, kaj so pa ključni elementi pri izboru, pri izboru ponudnika MES sistemov, sam na kratko, prosim. Ja, hvala za vprašanje. Ja, mislim, da sem o tem že govoril, da definitivno je treba pogledati, koliko je produkt razširjen na trgu. Treba pogledati, da je partner primeren za dolgoročno partnerstvo, a ima spekter znanj, ki so potrebna, da se MES uspešno uvede, in tukaj mislim na znanja in na segmentu OT-ja, to pomeni operational tehnologij, integracije nastroje do IT znanj in integracijskih veščin v poslovnem informacijskem segmentu. Dovolj veliko ekipo, da to lahko učinkovito uvede, dovolj primerov dobre prakse. Takole, na hitro bi rekel, da so to glavni parametri. Dobro, to velja tudi za mala srednja podjetja, ko izbirajo, bilo podobno. Pa sem že povedal, da danes je MES postal dostopen za mala in srednja podjetja, definitivno, in tukaj ni več te bojazni. Tudi primer, ki smo ga videli danes, ki ga je predstavil Boris, tu se da narediti scale down in se ga implementirati v podjetja, ki so bistveno manjša, kot je Danfoss, tako da tu bojazni ni. Zdaj, kako malo je še lahko podjetje, težko odgovorim. Jaz bi rekel bolj, kako kompleksna je njegova proizvodnja, to je tisti parameter. Ko sem prej govoril glede kriterijev, rekel bi še ta future proof, to je nekaj, kar je pomembno. Skratka, ta dolgoročnost in na nek način povezanost, partnerska povezanost bo trajala kar nekaj let med dobaviteljem MES-a in pa uporabnikom, in zato je pomembno, da vidimo skupaj svetlo prihodnost. Hvala lepa, Saša. Vse tiste, ki morda niste bi dobili odgovorov na svoje vprašanja, ki ste jih posredovali, bi prosil, če se obrnete morda kar neposredno na predavatelje. Sicer pa bi se zahvalil vsem vam za udeležbo na dogodku. Verjamem, da so bile predavanja in nekateri odgovori zanimivi za vas, da bodo koristni za vaše odločitve glede digitalizacije proizvodnje vnaprej. In želel bi poudariti pomembnost, še enkrat, kar je bilo iz teh predavanj vidno, pomembnost digitalizacije proizvodnje v tem hitro spremenjajočem se poslovnem okolju, dinamičnem poslovnem okolju na eni strani, in pa za dvig produktivnosti, kar smo tudi videli skozi primere, produktivnosti oziroma konkurenčnosti, profitabilnosti podjetja. Zahvaljujem se torej vsem predavateljem za odlične, koristne in simpatične predstavitve in članom združenja, ki ste sodelovali pri kreaciji dogodka, podjetju Metronik, podjetjem SAP Slovenija, Biterna in ePrvak. Vsem vam želim še naprej en lep dan, lep vikend
in se vidimo na našem naslednjem spletnem seminarju. Hvala. Hvala, Nasvidenje. nasvidenje. Hvala, živo. Ne.